Soča je pravzaprav pomenila veliko, ker Soča je bila vedno, rekel, divja reka, ki je tale živelj, ki je živel ob Soči, ga je razdvajala in želja Sokancev je bila vedno, da bi lahko Sočo prekoračil. Ki mene se pravi stari ljudje, še prej, ko je bil most Sukenski, so imeli barkase, so hodili po drva na desni breg in so celo koze vozili na pasu. Samo začetka je bila barka in je bila ena zajla jeklena, ki je vozila kje pa sam ljudi. Ko je Soča močno narasla, posebno v jesenskem času, ko je bilo dosti dežja, je Soča nosila dol skozi veliko lesa. Ampak to so bili nekateri domačini, prav znani, veste, so imeli take dolge rampine, ne? In ko je šel kakšen hlod, dol so ga poskušali tako tudi nadaljavo, 5-6 metrov, ga pihniti ga pred več krajev, ne? Tega ljudje so si nabrali drvi, veste, za kurjavo, za celo zimo. To je bil mlin, to je bila velika žaga in velika tovarna papirja, ki je bila med Prvo svetovno vojno je bila pa uničena, ne, je pogorela. Mama je pravila, kako je svoj oče, ki je delal tam, da se po 12 ur delali do kolena v vodi, brez zaščitnih sredstv. Ja, taki časi so bili, no.